besedo. Tako, Barbara, izvoli. Ja, lep dober večer. Sem vesela, da ste z menoj. Danes vas povabim na aktivno predavanje, na katerem se bomo preko gibanja sproščali. Torej, predavanje ne bo samo verbalno, vas bom povabila, da se boste z mano pretegnili na stolu. Verjamem, da sedite udobno na stolu, jaz se bom premaknila na tistega, da me boste bolje videli. Tako da danes bomo stol uporabili kot vadbeni pripomoček. Zima, daljši, hladnejši dnevi, ne ljubi se nam obleči, ne da se nam iti ven in jaz spodbujam, da nas takšno vreme kljub vsemu ne odvrne od vsakodnevnega lahkotnega gibanja. Namen prispevka je, da najdete primerno aktivnost zase in da se ne prepustite tej lenobnosti. Spoznali se bomo z nežnim raztezanjem, sproščanjem in zavestnim dihanjem, kar lahko počnete doma, priporočljivo celo večkrat dnevno. Pasivnost nas ne le utruja, ampak vodi v hitrejše staranje, mi pa želimo biti čim dlje časa vitalni in aktivni. Toliko za uvod, zdaj pa morda, zakaj sprostilna vadba. Vsaka vadba pozitivno in blagodejno deluje na celoten organizem. Sprostilna vadba pa bistveno zmanjšuje stres, ki je naš vsakdanji sopotnik. Z vsem tem bombardiranjem informacij, sedentarnim, torej sedečim načinom življenja, se naš stres povečuje. In vse to povečuje napetosti, zakrčenosti, ne samo v vratnem delu, ampak v celotnem telesu. In s takšno tovrstno sprostilno vadbo preprečujemo te napetosti. Ker se sprostimo, se izboljša tudi spanec. Tovrstna vadba nam vrača energijo, pospešuje regeneracijo, izboljša vzorec dihanja. Danes bomo tudi izvedli en sklop dihalnih vaj, imenovanih dih radosti, ki bodo mogoče malo bolj ozavestili naše dihanje in pa izboljšali vzorec dihanja. In kot rečeno, kot vse dejavnosti, blagodejno deluje na celoten organizem. Kadar se odločamo, s kakšno gibalno dejavnostjo bi se ukvarjali, seveda razmišljamo o starosti, morebitnih boleznih, počutju, pripravljenosti, opremi in vremenu. Zdaj v zimskem času smo morda še bolj pozorni na to, da imamo primerno opremo za vadbo. Za vadbo doma ne potrebujemo ničesar posebnega, vendar če gremo ven, je pomembno, da smo primerno oblečeni, da se oblečemo kot čebula, več plasti, predvsem, da imamo primerno obutev. Recimo, če so tla pomrznjena, absolutno uporabljamo palice, dereze pri hoji in podobno. Torej, upoštevamo te dejavnike. Za sebe pa najdemo primerno dejavnost tako, da vedno poslušamo sebe. Ne, kaj pravijo drugi, kaj bi bilo dobro, ampak vedno razmislimo, kako se danes počutimo, vendar ne bomo preveč lenobni, se ne prepustimo lenobi, ampak se vedno, bom na koncu še povedala nekaj o načrtu, se poskusimo pripraviti do tega, da se gibamo recimo 5-krat na teden po 30 minut. Tudi lahkotno gibanje je super, samo da pospešimo srčni utrip, da se premaknemo, povečamo gibljivost. Kot sem napisala, vedno je pomembno, da imamo pravo mero, ne pretiravamo, ne primerjamo se z drugimi, smo nežni do sebe, posebej po zimi, ko so, bom rekla, mišično-fascialne strukture še malo bolj trde in okorne, nežno, počasi, postopno. Dejavnost naj nam nudi zadovoljstvo. Nekaterim je veliko dejavnosti zanimivih in jim nudi zadovoljstvo, nekaterim manj. Poiščimo take, ki so za nas prijetne. Morda je to gibanje v naravi, morda je to gibanje s prijatelji, ob glasbi, v glavnem počutiti se moramo fajn. Zelo pomembno je, da izbiramo kakšne lahkotne aerobne dejavnosti, da se pred pričetkom raztezamo
In danes vam bom predstavila nekaj metod sproščanja. Za vsakogar, kot sem že povedala, so primerne dihalne vaje, meditacija. Meditacija ni športna dejavnost, je pa dejavnost ozaveščanja sebe in seveda zelo protistresno deluje na posameznika. Kot prvo dejavnost bom predstavila hojo v naravi oziroma gozdna kopel. Jaz mislim, da je hoja ena univerzalna dejavnost, primerna za prav vsakega posameznika. Pomembno je, kot rečeno, da smo primerno oblečeni in da je ta hoja intenzivna, da ni preveč počasna, ampak da malenkost ogreje naše telo, dvigne srčni utrip, pospeši dihanje. Pomembno je, da hodimo morda pol ure. Optimalno za to stvar gozdna kopel, ki vam jo bom pa zdaj predstavila, pa je, da smo v gozdu, v naravi 2 uri. To je ena posebna metoda, japonska metoda, že osnovana leta 1982, ko so Japonci že ugotovili, da preveč sedenja in preveč guljenja v ekrane, računalnike še povečuje stres. Zato so se spomnili dejavnosti, ki se ji reče Shinrin-yoku oziroma gozdna kopel. Ko gremo v gozd, bolje, da gremo sami, da ni drugih motečih dejavnikov in se v gozd potopimo z vsemi čuti. To je mogoče zelo znanstveno ali pa zahtevno slišati, vendar ne. To je preprosto, da se prepustimo, da si dovolimo, da zavohamo gozd, da usmerimo svojo pozornost v zunanjost, v vonjave, v izgled čarobnih krošenj. Morda slišimo ptičke, zavonjamo gozd, zavonjamo mah. V glavnem v gozdu se potopimo in uživamo z vsemi čuti. Mogoče za trenutek zapremo oči, pa zmanjšamo svojo aktivnost, postojimo, potem pa se odpravimo in uživamo v gozdu, recimo, če se da, do 2 uri. Z malo discipline razvijamo tudi občutenje in te naše čute, hkrati pa razvijamo sposobnost za premagovanje napora. Saj veste, pomembna je postopnost. Morda gremo prvič za 20 minut, pa podaljšamo na pol ure. Sčasoma nam dejavnost postane všeč in napor premagujemo zelo lahkotno. Ta gozdna kopel deluje protistresno, zmanjšuje anksioznost, morda najbolj zanimivo pa je, da zmanjšuje srčni utrip, poveča jasnost, poveča mirnost, izboljša delovanje imunskega sistema in seveda tudi izboljša režim dihanja. Ko smo v naravi, običajno nismo napeti, tako da naš dih poglobimo, strupi gredo iz telesa in svežina napolni naše telo. Tako da spodbujam vas, da naslednjič, ko greste v naravo, odprete se svoje čute, morda poskusite dotik debla, dotik listov, morda si v poletnem času privoščite, da sezujete čevlje in hodite po vejicah, po listkih, tudi z bosimi nogami. To zelo stimulira telo, hkrati pa zelo sprosti, umiri in kot rečeno, poveča jasnost in zmanjša anksioznost. To je prvi namig. Zdaj pa, kot veste, naš steber telesa je hrbtenica. In zaradi tega, ker veliko sedimo, gledamo v ekrane, računalnike, televizorje, pišemo, križanke rešujemo, karkoli, izvajamo veliko napetost v vratno-ramenski predel. Zato vas spodbujam, da se raztezate večkrat dnevno. Tisti, ki imate dobro ravnotežje in ki vam stanje ne povzroča težav, svetujem, da se raztezate stoje. Takrat še malo aktiviramo center telesa, torej trebušne, hrbtne in zadnjične mišice in
urimo tudi ravnotežje. Ravnotežje je zelo pomembno, prevencija padcev, zato če je le mogoče, se raztezamo stoje. Danes pa vas vabim, da se z menoj usedete na stol, se usedete na sprednji del stola, se pravi, s hrbtom nismo naslonjeni na hrbtišče, ampak sedimo tako, torej, da se ne dotikamo hrbtišča. Stopali damo v širino medenice in vas povabim, da boste nežno raztegnili hrbtenico z menoj. Najprej roke spustimo v telo in z vdihom zaokrožimo z rameni navzgor in z izdihom spustimo navzdol. Rame potem naprej navzgor in nazaj navzdol. Ponovimo še 3. Tukaj v tem zgornjem predelu hrbta in vratu so napetosti tako, da jih poskusimo s tem našim dihom sprostiti. Ponovimo zadnjič in zaokrožimo z rameni naprej, z vdihom dvig in z izdihom spust. Kar počasi, zavestno vdih. Barbara, In spustimo, prosim. če smem samo zmotiti, a lahko izklopiš zdaj tole prezentacijo, pa da bo slika na tebe? Večje, ok, se počujem, takole bo boljše. Hvala. Torej, zaokrožimo z rameni nazaj, naprej, vdih, spustimo izdih in ponovimo. 3, izdih, dol. In še 2-krat. In dol, ponovimo zadnjič. Roki sprostimo, zapremo za trenutek oči in se zavemo stičnih točk s podlago, torej obe sednici in obe stopali na tleh. Naredimo še 2 vdiha in izdiha v tem položaju. Odpremo oči, nadaljujemo z vratno hrbtenico, z vdihom pogled navzgor in z izdihom brada na prstnico. Vdih, pogled navzgor in izdih sprostimo. Ko dvignemo navzgor, odpiramo sprednji del vratu in z izdihom spustimo. Ponovimo še 2-krat. Vdih, pogled navzgor, izdih brada na prsnico in izvedemo zadnjo ponovitev. Ostanemo na sredini. Z glavo potujemo desno-levo, pogled proti desni in vrnemo na sredino. Rami sproščeni, aktiven center telesa in ponovimo še 3. Sredino vdih in z izdihom v stran. Vdih vrnemo na sredino in ponovimo. Še zadnjič desno in levo. Z izdihom pogled v stran. Vdih sredina in izdih levo vrnemo na sredino. Uho približamo rami. Leva rama je sproščena in potujemo proti levi. Izdih dol. Vdih sredina. Izdih sredina. Izdih. Pa ponovimo še 2-krat. Eno. Vrnemo sredina. Čutimo stranski del vratu, kako se prijetno razteza in še zadnjič. In ostanemo na sredini. Se primemo zadaj za komolca in komolca nežno premaknemo proti levi in glavo odklonimo v levo. Držimo 4, 3, 2 in popustimo, vrnemo na sredino. Roki proti desni, glava proti desni in zadržimo. 4, dihamo enakomerno. 3, 2 in zadnjič. In sprostimo, malo stresemo roki. Se zavemo svoje hrbtenice in brado nežno prikimamo, povlečemo navznoter, tako da poravnamo ušesi, rameni in boka v isto linijo. In samo zadržimo. Dvignemo roki v odročenje, prsti gledajo navzgor in gremo v zasuk. Z vdihom na sredino in z izdihom v zasuk. Sredina
izdih, sredina, izdih. Ponovimo še dvakrat desno in levo. Prste vihamo navzgor, tako da pribujemo naše dlani. Ostanemo še zadnjič desno levo. In sprostimo za trenutek roki, prepletemo prste rok in jih damo za glavo. Stopali potisnemo v podlago, tudi zadnjica ostaja v istem položaju in gremo v odklon. Rebra odpremo kot harmoniko, spustimo komot sproti tlom in sredina. In navzdol, sredina. Sredina. Z izdihom se spustimo in vrnemo nazaj. Ponovimo še zadnjič desno in levo. Odlično. Ko pridemo na desno stran, roko spustimo, primemo nogo stola in se pretegnemo preko glave z levo roko. 4, 3, 2, sprostimo in ponovimo. Na drugo stran zadrsimo z roko po nogi stola in desna preko glave se pretegnemo. Zadržimo 4, 3, 2 in vrnemo na sredino. Prepletemo roki pred telesom in potisnemo roki naprej, hrbet imamo zravnan. Vdih. Z izdihom naprej. Dodamo v krogu hrbet in gremo v mačko. Medenico spodbijemo, brado proti prsnici in z vdihom dvignemo gor. Ponovimo 4. Zelo prija naši hrbtenici, torej raztezanje. In ponovimo še zadnjič. Potisnemo roki naprej. In sredina, roki spustimo ob telo. Zdaj pa se spomnimo poletja in plavanja, pa bomo z rameni krožili nazaj, kot bi plavali hrbtno. Ena rama in druga. Leva, desna. Dodamo tudi gibanje prsnega koša. Pogledaš v levo, pogledaš v desno. 4 in 3 in 2. Odlično, ponovimo zadnjič in sprostimo. Malo stresamo, roki položimo na stegni in gremo v predklon. Roki drsita po stegnu, goleni in vračamo nazaj. Ukrivimo hrbet, v tem osnovnem položaju pa ga poravnamo. Brada na prsnico, drsimo dol, vdih in z izdihom nazaj. Vdih, potujemo dol, vdih, potujemo nazaj. Ponovimo še zadnjič. Izdih, vdih. In nazaj. Nogi razmaknemo, z rokama drsimo navzdol, če je mogoče, se dotaknemo tal in zadržimo v spodnjem položaju. 4, 3, 2, se odrinemo od rok, naredimo mačko, čim bolj okrogu hrbet. In popustimo še zadnjič, podriv, popustimo, dlani damo na koleni in se pogenemo vzgor, približamo koleni. Levo dlan položimo na desno koleno in naredimo zasuk, pogledamo za desno roko in malo pozibamo. Kratki zibi, 4, 3, 2 in vrnemo na sredino, pa zamenjamo desna dlan na levo koleno, leva dlan, kratki zibi navzgor. 5, 4, 3, 2 in sprostimo, zaokrožimo z rameni, vdih, izdih,
Še zadnjič. Izdih, vdih in sprostimo. Odlično. Tale sklop vaj ali kaj podobnega priporočam, če več sedite. Zdaj pa bom nadaljevala še z nekaj drugimi strategijami. Upam, da vidimo tole, a ne? Pa druga stvar, ki jo priporočam prav vsakemu, so dihalne vaje. Te dihalne vaje izboljšajo vzorec dihanja in uporabo diafragme, naše največje dihalne mišice, hkrati pa usmerijo pozornost in izboljšajo čutenje telesa. Pa bomo kar ostali v sedečem položaju. Spet se bom takole. V sedečem položaju in bomo desno dlan položili na prsni koš, levo na trebuh, zapremo oči in izvedemo nekaj vdihov in izdihov skozi nos. Vdih, izdih. In ob tem začutimo, kako se dviga prsnica. To čutimo zgornjo, desno dlanjo. Kako se dviga trebušna stena, to začutimo z levo. In izvedemo še 3. Izdih, dolg vdih, dolg izdih. Z dihanjem vključujemo parasimpatični živčni sistem in deluje zelo sprostilno. Ponovimo zadnjič. In roki pripeljemo pred prsni koš, odpremo oči, izvedemo dih radosti, mi boste kar sledili, prepleteni prsti, z vdihom dvignemo komolca navzgor, z izdihom roki potisnemo naprej. Z vdihom roki potujeta navzgor, izdih razpletemo, se ujamemo zadaj za hrbtom in izvedemo vdih. Z izdihom potujemo pred prsni koš. Kar še ponovimo. Vdih, izdih. Lahko naredimo okrog hrbet. Vdih dvignemo gor, izdih sprostimo, prepletemo zadaj in nežno pogledamo navzgor, približamo lopatici, izdih, roki pred prsni koš. Ponovimo še vdih. Okrog hrbet, izdih. Vdih gor, izdih spustimo, prepletemo zadaj, nežno dvignemo glavo lopatici skupaj in izdih pred prsni koš. Pogledamo svoje dlani, kateri palec je spredaj in zamenjamo položaj rok na neobičajen način. Še 3-krat bomo izvedli ta dih na neobičajen način, torej spredaj in zadaj se primemo na drugačen način kot običajno. Kar gremo vdih, izdih. Vdih gor, pretegnemo, odpiramo prsni koš, izdih, prepletemo neobičajno in z vdihom približamo lopatici, izdih zopet neobičajno prepletemo. Ponovimo še 2. Vdih. Izdih, okrog hrbet dodamo, z vdihom dvig gor, izdih sprostimo, prepletemo zadaj, vdih. In pred prsni koš izdih, ponovimo zadnjič, vdih komolčki, izdih okrog hrbet, vdih gor, izdih, odpremo prsni koš, vdih, izdih in sprostimo. Odlično. S to vajo smo malo umirili živčni sistem, hkrati pa prebudili našo hrbtenico in ramenski obroč. Dobro, zdaj imamo že 2 metodi, kako lahko prebudimo in se gibamo tudi doma vsak dan. Mogoče bi ob tej priložnosti povedala, da obstajajo tudi druge sprostilne dejavnosti in vas pozovem, da mogoče malo raziskujete
o njih, saj res dobro delujejo na telo, sprostijo mišice, ohranijo duševno ravnovesje, izboljšajo spanec in kot rečeno, so najbolj protistresne dejavnosti. In naj jih kar naštejem. Ena je čuječnost, druga vizualizacija, meditacija, tudi s toploto, savnami in kopelmi zelo sproščamo telo. In kot zadnje mogoče masaža in samomasaža. To so stvari, ki ste jih verjetno že srečali. Spodbujam, da v primeru, da ste slabovoljni, da morda iščete nekaj, kar bi vas razveselilo, to so tiste stvari, ki vam lahko zelo obarvajo življenje. V zvezi s samomasažo bi povedala, da se lahko masiramo z dlanmi, pestmi, lahko se masiramo s pomočjo žogic, valjčkov. Danes je na tržišču veliko pripomočkov, tudi masažnih pripomočkov. Izvajamo masažo s tapkanjem, tresenjem. Kot skupni imenovalec vsemu temu pa bi povedala, da ima dotik res zdravilno moč. Pa morda vas zopet povabim, bom ostala kar tukaj spredaj, da naredimo pest na levi in se malenkost nežno potapkamo po vratnem delu. Čist nežno, sploh če tega dolgo časa niste počeli, je verjetno lahko tudi boleče. Se bom tudi zdaj ugasnila, tako da me boste bolje videli. Torej, po vratu, po tej veliki kapucasti mišici, navzgor in navzdol. Pa zamenjamo, naredimo pest na desni in potujemo še po levi strani. To bi lahko izvajali tudi z zunanjim robom dlani. Dajmo zdaj kar s pestjo, navzgor in navzdol. Še nekajkrat. In sprostimo. Prepletemo prste rok in pregnetemo vrat. Naredimo eno tako kljukico in pregnetemo vrat. Tako da spet malo stiskamo peto dlani in se sproščamo. Zelo udobno je, tako da lahko tudi zapremo oči. Pa potujemo malo navzgor in navzdol. Danes bolj demonstriramo, zato si lahko vzamete bistveno več časa. Zdaj pa z dlanmi sežemo med lase, torej dotikamo se lasišča in delamo krožne gibe po lasišču. Malo zaokrožimo. Na lobanji oziroma nad lobanjo imamo kar tanko plast mišic, ki pa je velikokrat zategnjena in povzroča glavobole. Tako da kar sežemo na lasišče in poskušamo premikati kožo po lasišču naprej, nazaj. Pa morda vstran, pa malo krožno. In s prijemom pridemo še na zadnji del, torej na tale occipitalni, tukaj, kjer imamo te grčice, pa pomasiramo še ta del. Tukaj se naraščajo te vratne mišice in zelo pogosto povzročajo močne bolečine, ki potem tudi žarevajo lahko kot tenzijski glavoboli. Še malo sprostimo. Zaokrožimo in na koncu s prsti pregnetemo čeljustni sklep, torej na sprednjem delu ušesa najdemo sklep in nežno zaokrožimo nekajkrat v eno smer. Tole prija. Pa še nasprotno.
Še 2, 1. Pregnetemo eno dlan v drugo, zapremo oči in z dlanmi naredimo čašico, ki jo položimo preko oči. Ne dotikamo se oči, seveda, naredimo tako posodico in izvedemo še zadnje 4 vdihe in izdihe zaprtih oči. In sprostimo. Verjamem, da se odlično počutite. Za zaključek bom mogoče povedala še nekaj možnosti, kako pridobimo več energije. Zelo pomembna je hidracija, dnevna bilanca vode. Vsi procesi v telesu se odvijajo s pomočjo vode, tako da ne pozabite, posebej pozimi, ko je v stanovanjih suh in topel zrak, hidrirajte se, to izboljša počutje. Kot sem predlagala, neke strategije, gibanje in še enkrat gibanje. Naša vitalnost je vitalnost naše hrbtenice. Pomembno je, da se premikamo in da smo aktivni vsak dan, če je mogoče. Obarvajte si življenje tudi z drugimi sprostilnimi dejavnostmi, pletenje, branje, druženje, risanje, karkoli vas osrečuje. Naj bo vaše življenje lepo in kadar je mogoče, pojdite na sprehod, še posebej priporočljivo v lepem vremenu, saj to sonce dviga naše razpoloženje in vpliva pozitivno na imunski sistem. Na začetku sem obljubila, da bom morda povedala nekaj o tem dnevnem ritmu, dnevniku, ki ga pripravite. Vsakič me vprašajo, ja, koliko časa, pa nimam toliko časa, kako naj si zastavim dan. Kdaj si je potrebno narediti tudi načrt. Pomembno je, da si vzamemo čas zase, čeprav ga drugi vedno zahtevajo tudi od nas, pa vnuki, pa druge aktivnosti, ampak ja, vzeti si moramo čas zase. Pomembno je, da dovolj časa spimo. Svetujem, da nekaj gibanja, torej vsaj nekaj pretegovanja opravite že zjutraj. To lahko opravite v postelji, lahko stoje, kakorkoli. Zelo pomembno je, da pregibamo, oživimo naše mišice in malo prebudimo sklepe že navsezgodaj zgodaj. Nezanemarljivo je, da se primerno prehranjujemo. Posebno pomembno je, da se ne prenajedamo in da ne jemo prepozno zvečer. To nam obleži v trebuhu in slabša našo kakovost spanja. Kot sem povedala, nekam v svoj dan urinemo sprehod, morda izvedemo kakšne vaje, tako kot smo naredili, to lahko izvedemo tudi na stolu. Mogoče ti sprehodi postanejo dnevna rutina, namesto da se 3 postaje peljemo z avtobusom, morda 1 postajo izvedemo z lahkotno hojo. In kot zaključek, danes sem vam pokazala nek način dihanja in masaže glave. To svetujem, da izvajate zvečer. Mogoče je pomembno tudi to, da se vsak dan zahvalite, tudi to izboljšuje naše razpoloženje in dviga kvaliteto našega življenja. Sprememba se obrestuje, gibanje osrečuje, če smo v stiku s seboj, smo bolj srečni. Te kratki, majhni napotki tudi izboljšajo naše preživljanje prostega časa in kot sem že enkrat danes omenila, vsak dan naj bo naš najboljši dan. Kot zaključek sem dala še tole muco na sliko. Zakaj? Muce naj bojo naše učiteljice, veliko spijo, vendar se vsak dan tudi veliko pretegujejo. Tudi vi se pretegujte in te majhni koraki, majhne spremembe nas osrečujejo, majhni koraki vodijo v velike spremembe. Hvala za vašo pozornost. Upam, da sem vas navdušila za katero od teh dejavnosti. Verjamem, da jih že izvajate. Zdaj pa, če je kakršnokoli vprašanje, bom z veseljem poskusila odgovoriti.
Če želite postaviti vprašanje, morate vklopiti mikrofon ali pa če tukaj le v chatu natipkate. Nekaj vidim. Ja. Aha, hvala. Hvala tudi vam. Me veseli, da ste sodelovali, da smo malo pretegnili hrbet, odprli ramenski obroč. Se pravi, te male vajice naredijo velike korake. Ne, smo brez vprašanj. Očitno sem bila izčrpna, ali smo poslušali. Očitno. Hvala lepa, še enkrat. Vaje pred spanjem. Ja, vaje pred spanjem naj bodo bolj lahkotne, lahko jih opravite tudi leže. Morda bi rekla, recimo bom zdaj pokazala, svetujem kakšne zasuke, če ste na postelji, hrbtenico malo pozibate desno, levo, nogi, pogled v eno stran, upam, da se me vidi, se ne, pa v drugo, kroženje, recimo tale vaja tudi zelo odpira kolke, pozitivno vpliva na metabolizem, lahkotne vaje. Se pravi, ne tiste, ki vam bojo zelo dvigali srčni utrip, ampak bolj lahkotne narave. Mogoče dihanje, meditacija, te stvari so res primerne za pred spanjem, direktno pred spanjem. Večja intenzivnost vaj bi pa odsvetovala 1,5 ure pred spanjem, ne samo vadba, tudi gledanje v ekrane, bodisi televizija, računalnik, telefoni. Modra svetloba je smrt za dobro spanje.